Lepo pozdravljeni vnovič na kanalu Greg Skort, Gregor z vami po nekaj dnevnem premoru, da tako rečem, vsaj kar se podcasta tiče. Malo odmora je bilo potrebnega, tekme so si sledile ena za drugo, spanca je bilo bolj malo in treba je bilo narediti majhen stop. Nič za to, imamo nove teme, izredno zanimive zadeve, kot prvo pa, ker sem seveda Slovenec, ponosen Slovenec in trenutno živimo v času, ko se odvija pravi slovenski praznik športa, govorim seveda o Planici in pa izjemnem uspehu današnje ekipne, se pravi celotne ekipe slovenske skakalne reprezentance, poker smo dosegli, da tako rečem, ne samo zmaga, ne samo prva 3 mesta, celo prva 4 mesta za naše orle, tako da na tem mestu vse čestitke, mislim, da je to potrebno izpostaviti, kar sem izpostavil tudi na Facebook strani navijači Luke Dončića, kakorkoli. Bravo naši orli, bravo naši asi, to je to. Danes se bom dotaknil mogoče v tem trenutku teme, ki se jo bomo vedno bolj dotikali, zato ker je do konca rednega dela le še nekaj tekem. Bliža se končnica, mesta v končnici so skoraj da že določena, samo 2-3 ekipe imajo praktično zagotovljeno mesto, ostala so še borijo za svoj košček pogače. Skratka, mesta v končnici bodo izredno pomembna, še play-in sledi pred tem in hej, neki obrisi, s kom se lahko Dallas Mavericksi pomerijo, so že tukaj. Se pravi, tole je aktualna tema, ki nas danes zanima. Govorili bomo o tem, kaj bi bilo najboljše za Dallas, s kom se bi najlažje boril v sami končnici, kaj pravi nova MVP lestvica, kaj pravijo zadnje predstave Luke, kakšna je njegova statistika. In začnimo, pa vendarle, preden začnemo za res, povabilo, če ste tukaj novi, če vam bo tale analiza všeč, če želite poslušati nove, vabilo, da se na naš kanal Greg Skort naročite za podobne zadeve, highlightse in tako naprej. Torej, nekaj malega pred koncem končnice na zahodu. Prvo mesto zasedajo Phoenix Sunsi in trenutno igrajo, če ne najlepšo, pa morda najbolj kakovostnejšo, najbolj prepričljivo košarko v tem momentu, sigurno težko jih je zaustaviti in na tem mestu si je težko zamisliti, kdo jih sploh lahko zaustavi. Sledi Memphis, ki zadnje 3 tekme igra brez svojega prvega zvezdnika Ja Moranta, kar se tudi pozna na MVP lestvici, o tem malo kasneje, ampak Memphis zmaguje z lahkoto. Odlični rezultati se nizajo iz tekme v tekmo in praktično imajo zasidrano drugo mesto na lestvici, tako kot ima zasidrano prvo mesto tudi Memphis. Golden State Warriorsi, tukaj nastopijo malo težave, njihov prvi zvezdnik Steph Curry se je poškodoval in kdaj se bo vrnil, je vprašanje. V tekom rednega dela sezone ne. Sledijo Utah Jazzi, ki se trenutno na 4. mestu pred Dallas Mavericksi, ampak imajo isto zmagovno in porazno razmerje 45-28, tako da tukaj še ni nič določenega. 6. mesto Denver Nuggetsi, 2 zmagi manj, 43-31, sledi Minnesota, katerih nasprotnik Dallasa je danes po noči, LA Clippersi, Pelicani, LA Lakersi šele na 10. mestu, ki jim celo grozi, da ne bodo videli play-ina, zaenkrat še na zadnjem mestu, ki vodi tja, 10. ampak San Antonio od zadaj le 2 zmagi. Kakorkoli. Trenutno kaže, da bojo Mavericksi dobili se pravi Utah Jazze v prvi rundi. To še ni nujno, tekem je še dovolj, da se lestvica spremeni, ampak zaenkrat tako zgleda. Če Utah ostane na 4. mestu, to pomeni avtomatično v prvi rundi prednost domačega terena. Opcije je tukaj več. V primeru, da ostane tako, Utah v prvi rundi in v primeru, da Mavsi dobijo prvo rundo, kar bi bilo prvič, odkar je Luka z njimi, gremo na zmagovalca dvoboja med Phoenixom in pa 8. uvrščeno ekipo
zmagovalec je skoraj da tukaj že znan. Phoenix Sunsi in ne bi jih bilo zabavno srečati v drugem krogu. Raje se pomerim z Memphisom, katerega dokazano letos smo že nabrisali, da tako rečem, in to z Ja Morantom obakrat. Tako da, čudno se sliši, ampak 6. mesto Denverja v tem primeru sploh ni tako slaba izbira, ali pa še bolje Golden State Warriors, s tem pa tudi prednost domačega igrišča, ampak do Warriorsov je 3 zmage, je možno, ampak v zadnjih krogih, ki jih več res ni toliko, še slabih 10, nekaj takšnega, bo tole težko izvedljivo. Kakorkoli, eno je veliko razočaranje, LA Lakers je letos sezona za pozabo, kot sem že omenil, vprašanje, če bojo videli sploh play-in. Kakorkoli. Na svoj YouTube kanalu pod skupnostjo sem naredil eno anketo, koga bi si spremljevalci mojega kanala najbolj želeli v končnici, in z 44% glasov od nekaj več kot 9000 prednjači Utah Jazzy, kar logično. Sledi Memphis na drugem mestu z 22%, zanimivo, kaj ne? In potem počasi Denver in Golden State. Jaz osebno z Utahom v prvem krogu nimam težav, oziroma verjamem, da so premagljiv tekmec, tudi če ne bo prednosti domačega igrišča, kajti vemo. Luka je v končnici zdaj 2krat zapored dokazal, da je to še nivo košarke višje. Ko Luka prestavi v playoff mode, bežite stran, dajte mu žogo in počakajte, kaj bo naredil. Mogoče vas celo najde na trojki. Pol le zadanite. Skratka, do takrat je še nekaj časa, ampak kot sem že dejal, neki obrisi, kdo s kom bi lahko se srečal, kdo bi lahko bil boj, se že vidijo. Spodaj vljudno vabljeni, da pokomentirate, kaj je za vas idealen scenarij v play-offu za Dallas, koga bi vi najraje videli v prvem krogu, drugem in tako naprej, in kakšne so po vašem mnenju možnosti Dallasa. Tako, MVP lestvica, aktualna, danes je prišla ven nekoliko spremenjena, Luka je pridobil mesto. Poglejmo, MVP lestvica, prvo mesto, sprememba Joel Embiid, kar razumljivo bom rekel, drži konstanto v zadnjih tekmah. Jokić na drugem mestu je, kar se tiče statistike, nekoliko padel, tako da verjetno je tudi to posledica MVP paca. Antetokounmpo na tretjem mestu, ne rabim nekaj preveč izgubljati besed. Četrto mesto, Jason Tatum, Boston, to problematiko okoli Tatuma, Luke smo obelodanili v prejšnjem podcastu, pa se zdaj toliko ne bi dotikal, po mojem mnenju je pa to sila nezasluženo, ampak poglejte. Ja Morant, izguba mest, mislim, da celo 2, prej je bil 4, zdaj je 6, ampak vemo, ni igral na zadnjih 3 srečanjih svojega moštva, ampak to na Memphis Grizzlije ni vplivalo. Torej, Luka na 5. mestu, statistiko v tem trenutku 27,9 točke, 9,1 skoka in 8,6 asistence. 56 tekem je do zdaj odigral, ima pa 45,3% met iz igre, 34,4% meta za 3 točke in pa 73,5 iz prostih metov. Zdaj prosti meti res padajo ven in mi ni nič kaj preveč všeč. Kakorkoli, lestvica je kar realna, se mi zdi, razen Tatum, Luka bi jaz malo menil, drugo se mi zdi ok, Je vaš komentar tukaj kakršenkoli? Po želji spodaj. Evo, če danes spremljate še tole, pretekmo z Minnesoto, danes je rematch, vemo, bilo je zelo zanimivo v prejšnjem tednu, tem tednu še, No, kakorkoli, prejšnja tekma je bilo zelo zanimiva proti Minnesoti, ona se krčevito bori, da dobi tole pozicijo 6, da se izogne play-inu, vemo od 7. do 10. mesta so tiste pozicije, ki vodijo v play-in. Vemo, da je bilo dosti petelinjenja med Beverlyjem in Luko. Luka je imel slabo tekmo, verjetno tudi malo posledica utrujenosti. In danes bo po mojem mnenju to ful zanimivo gledati. Jaz bi rekel, da
mu je malo stopil na živec Beverly in bo Luka danes pokazal, kdo je glavni v bistvu. Vemo, da se je v preteklosti že znesel nad ta istim igralcem, ki zelo rad govori na parketu in izven parketa in vse, zelo agresiven v obrambi, ampak lejte, Luka je že poskrbel zanj in ni vrag, da je danes tisti čas, ko bi lahko še enkrat, no, upajmo. Tekma ob enih po noči za vse nočne ptice, tako da mislim, da verjamem, da bi se tole lahko ustali ali prevedeli kakorkoli. V redu, toliko za danes. Še enkrat najlepša hvala, da me spremljate. Če ste tukaj novi, vabilo, da se naročite na kanal Greg Sport, tisti zvonček zraven pa vas obvesti takoj o novih zadevah. Lepo bodite, lepo preživite vikend, predlagam kot že na samem začetku ogled Planice ali v živo ali preko malih zaslonov. Skratka, dajmo orli! Lepo zdrav!